Dober večer, vsem skupaj v imenu Mariborske knjižnice. Super vas je videti v tako lepem številu, tukaj v tem krasnem prizorišču Sodnega stolpa v kulturni četrti Minoriti, ki nas zdaj že nekaj časa in še nekaj časa nas bo podpirala, pri tem, da lahko izvajamo tukaj v bistvu najrazličnejše prireditve, take pogovore kot danes. Hkrati pa imamo pred sabo na koncu tunela tudi luč v obliki centra Lotoš, ki nam nastaja oziroma raste zdaj že v višino, ne samo iz globine, tako da si v perspektivi lahko obetamo, da se bomo kmalu v takšnih zasedbah srečevali tam. Hkrati sem tudi zelo vesel, da je v ciklu oziroma zgodnje jesenskem ciklu Filozofija med knjigami danes naš nocojšnji gost ugledni Mladen Dolar, eden najvidnejših slovenskih filozofov, pobudnik ljubljanske, lakanovske filozofske šole, premišljevalec na več nivojih, mislec, premišljevalec tudi predvsem umetnosti in pa literature, ter pa seveda človek, ko kaj pove, pove za zrnom soli. Preden predam besedo protagonistoma, naj omenim še, da bo pogovor z gospodom Dolarjem vodil kolega Igor Černe, ki je tudi spiritus movens in agens tega cikla. Povemo v bistvu še to, da v Mariborski knjižnici se zavedamo v bistvu časa, v katerem živimo in tudi konec koncev problematik, ki so naokoli in intenzivno vlagamo tudi v promocijo bralne kulture, še posebej v promocijo poglobljenega branja, v kritično razmišljanje in pa tudi aktivno državljanstvo. Ta cikel je zagotovo en od nivojev, na katerem delujemo, spomnim pa mogoče še samo na Festival humanistike Odprti horizonti, ki smo ga premierno otvorili letos, za drugo leto pa v bistvu že pripravljamo drugo izdajo v mesecu marcu. Zdaj pa res zadnja zadeva, ki bi jo povedal, gospod Dolar je namreč za Mariborom seveda povezan tako, bi rekel, družinsko, pa tudi za knjižnicami. Ne vem, če veste, njegov oče Jaro Dolar, seveda poleg tega, da je bil ugleden časnikar in gledališčnik, je bil tudi prvi ravnatelj oziroma ravnatelj študijske knjižnice v Mariboru in kasneje seveda nacionalne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Njegov ded Anton Dolar, filozof in klasični filolog, pa tudi majstroborec. Prej sva se pogovarjala, da je v bistvu pred 106 leti, kmalu po 106 let od tega, ko je njegov ded na povelje generala majstra razorožil zeleno gardo tukaj v Dravski vojašnici, torej nekdanjem oziroma sedanjih Minoritih, tako rečeno. Tako da dobrodošli na domačem terenu in hvala, Klemen. Hvala za tvoje besede. Še v mojem imenu lep pozdrav in hvala, da ste se odzvali obisku in klicu v Maribor. Danes bova govorila o vaši zadnji knjigi Kamen in glas. Zdaj, sama knjiga je kar obsežna in če pogledamo samo zgodovinsko, obsega vse od Ehnatona in po nekih teorijah zasevkov monoteističnih religij do Beketa, do sedanjosti, konec koncev se dotaknete tudi slovenskih avtorjev in da bi pretresla celotno knjigo, bi potrebovali krepko več časa kot kakšno dobro uro. In tako se zmeraj postavlja vprašanje, kot ste si ga v knjigi postavili tudi vi, kje pričeti. Vi ste v knjigi na začetku napisali, kje zdaj, kaj zdaj, kdo zakaj, jaz bi pa dodal še, zakaj tako. Ja, najprej najlepša hvala za to vabilo. Vedno se z veseljem odzovem, če me kdo povabi v Maribor na kakšen dogodek. Po eni strani z veseljem, po drugi strani pa tudi z neko tesnobo ali nelagodjem se vračam v ta domači kraj, ker sem preživel prvi 14 let najbolj formativnih let svojega življenja. Pa hkrati se mi zdi, da
imam vedno neko slabo vest, da sem se izneveril svojemu rojstnemu kraju, pa da bi moral več storiti za to povezavo in za to, gledajte, ja, nujno je bilo, da se odzovem na to. Res hvala za to vabilo. In kot je že bilo rečeno v uvodu, ja, moj oče je bil dejansko direktor študijske knjižnice v nekem času in potem zatem direktor NUK-a in dodajam sam še to, da ko smo mu ponudili, da gre v NUK, je zavrnil to vabilo in rekel, jaz sem pač v Mariboru rojen in v Mariboru umrl in tukaj je moje mesto. In so ga v bistvu politično prisilili, da je vzel to napredovanje iz Maribora na univerzitetno knjižnico. To je pač neka malo stranska zgodba. Zdaj, to, s čimer začenjate, mislim, tudi jaz začenjam to knjigo s temi vprašanji. Kdo zdaj, kje zdaj, kdaj zdaj? In to je prvi stavek, prvi 3 stavki Becketovega romana Neimljivi. Nekako idealen začetek ali meta začetek. Začetek bi moral povedati ravno to, odgovoriti na to vprašanje. Kdo zdaj, kje zdaj, kdaj zdaj, kje se nahajamo, kdo bo akter, kaj se bo dogajalo v tem romanu. Beckett postavi ta 3 meta vprašanja, ki so pogoji začenjanja, ne da bi na nje dal odgovor. Dejansko je potem ves roman Neimljivi, ki je najbolj radikalnih modernističnih romanov iz leta 1953, ne vemo, kdo zdaj, ne vemo, kdo je ta glas, ki govori skoro 200 strani notranjega monologa. Ne vemo čisto dobro, kje se nahajamo, ne vemo, kdaj se nahajamo. Spravi, to je nek modernistični manifest par excellence. To je neka skrajna točka literature. Literatura v ničem nič se ne zgodi, razen tega glasu, ki mora nadaljevati, ki nenehno nadaljuje, ki do zadnje srage, do zadnjega diha nadaljuje in konča se ravno s tem. Treba je nadaljevati, ne morem nadaljevati, nadaljeval bom. Če prvim 3 stavkom postavimo ob bok zadnje 3 stavke, se pravi, treba je nadaljevati. Ta notranja sila, ki ga žene k temu, da je treba nadaljevati, da je v vsaki situaciji, še tako nemogoči situaciji, zreducirani situaciji, do kraja zreducirani situaciji, potrebno nadaljevati. In to je pač neka redukcija literature na njen absolutni minimum. Ni oseb, ni zgodbe, ne vemo, kdo govori, ne vemo, kdaj se stvar dogaja, ne vemo pravzaprav, kje se stvar dogaja, ampak dejansko z tega svojega gledišča, z tega navidez totalno abstraktnega gledišča, se ga spušča se direktno v srce sedanjosti. Zadeva prav nas zdaj tukaj. In zato ponujam pač na začetku ta odgovor. Kdo zdaj, kje zdaj, kdaj zdaj, kdo, če ne mi, kje, če ne tukaj, kdaj, če ne zdaj. To se pravi, obstaja neka etična zapoved te literature, da moramo zdaj mi tukaj poprijeti ta glas, ta brezimni glas. Ne samo brezimni, ampak neimenljivi glas, ki mu sploh ni mogoče določiti imena. To je ta skrajna točka modernizma, ki je na nek način rdeča nit te knjige. Kako smo prišli do modernizma? Kaj pomeni modernizem? Kaj je ta ekstremna drža? Zakaj je ta drža se uveljavila kot konec nekega estetskega prizadevanja klasičnega in zakaj je tudi sam modernizem konec koncev doživel svoj iztek? Kaj potem? Ja, v bistvu na začetku si postavite to vprašanje, potem pa kar hitro v naslednjem poglavju že preidete na ironijo. Pa me zanima, zakaj je ironija tako pomemben vidik, oziroma posvetili ste kar velik del pisanja, zapisali ste tudi 11 tez in se v ironiji v bistvu kar razpisali. Kaj je ironija, kaj je na delu pri ironiji? Namreč gre za odsotnost nekega markerja, sami tudi zapišete, da pri ironiji je vedno nevarnost, da lahko nekoga postaviš v pozicijo, kjer ga imaš za preveč butastega, da bo razumel, ali pa ga postaviš v pozicijo tistih, ki razumejo. Zakaj ste se toliko ukvarjali z ironijo? Ja, najprej mogoče rekel, da ta knjiga ni nastala kot knjiga. V bistvu je bila povabilo založbe Goga, da bi zbral neke svoje spise, ki sem pisal v raznih prilikah o literaturi v eni knjigi. In potem, ko sem dal te spise na kup, sam nisem mogel verjeti, da to so pač spisi, ki so v zelo različnih prilikah nastajali skozi 20 let
tega je naneslo 350 strani, nisem se tega zavedal, da je toliko tega. In spisi so bili vedno napisani po nekem, na zelo različne povode. No. Mislim, kakšne zgodbe so me prosili, da napišem spremno besedo v knjigi, kakšen avtor me zaprosil, kaj. Bile so konference o Heglovi estetiki, bili so pač neka serija čist zunanjih povodov, da se doteval teh tem. Hkrati pa zunanji povodi so zamenljivi ali nepomembni, nazadnje je važno, vstopi so nepomembni, važni so izhodi. Spravi, do česa pridemo preko naključnih vstopov. In nazadnje, če tudi se knjiga ukvarja z zelo različnimi temami in začenja na zelo različnih koncih, posamezni deli knjige se vendarle steka v neko enotno zgodbo. Vendarle neka rdeča nit, ki napaja, skupaj drži vse te različne pristope. In prvi spis govori o ironiji, ki se mi je vedno zdela neka zelo intrigantna zmožnost jezika. In izhajam iz tega, iz Quintiliana. Quintilian je bil pač avtor antične, najbolj avtoritativne knjige o antične retorike, govorništvu. In tam Quintilian navede pač to definicijo ironije v latinščini, contrarium ei quodicitur intelligendum est. Treba razumeti nasprotno od tega, kar je rečeno. In ta definicija je zelo preprosta, ampak v osnovi pa sega do samega bistva govorice, do same izmakljivosti govorice. To, kar je rečeno, je isto. Sam stavek ostane enak. A je bil mišljen ironično, a je bil mišljen tako, kot je neposredno rečen, ali je bil mišljen v nasprotnem pomenu. Nobenega markerja ni pri ironičnem stavku, ali je bil mišljen zares, ali je bil mišljen ironično. Spravi, vedno imamo v ironiji to zmožnost jezika, da z istimi besedami reče ja in ne. Lahko vzamemo v dobesednem pomenu, lahko vzamemo v ironičnem pomenu, se pravi nasprotno od tega, kar je neposredno rečeno. Ne vem, zelo preprosto mi je žunaj lije kot iz škafa in nekdo reče, kako lep dan je danes, kakšno lepo vreme imamo. V tej situaciji je mogoče iz samega konteksta logično, da je človek to mislil ironično, ampak ponavadi v jeziku, v običajnih situacijah, v običajnih govornih situacijah je včasih težko presoditi. Odvisno je od prijemnika, kako bo stvar lahko razumel, ali bo lahko razumel ironični potom, ali ga bo zgrešil. Spravi, ta zmožnost, da brez vsakega markerja sam stavek postane retorična figura. Stavek takšen, kot je, postane retorična figura. Ponavadi so retorične figure nekaj, kar olepšuje, se doda k stavku, zato da bi lahko bili bolj prepričljivi, da bi dosegli boljši učinek. Tle imamo pa ničelno retorično figuro. Stavek je isti, ampak ga je mogoče razumeti bodi si pozitivno, bodi si negativno. In ta zmožnost ironije seže daleč. Pokaže na neko dupliciteto, neko dvojnost sleherne človeške govorice, ki nikoli ne moremo priti na kraj. Ampak ne samo človeške govorice, ampak konec koncev sam stavek, sama govorica je upeta v neko določeno situacijo, upeta je v določen, govori o svetu. In ni problem samo v tem, da so stavki lahko ironični ali pa ne. Mogoče pa je tudi sam svet, samo stanje stvari, o katerem govorimo, lahko pozitivno in negativno hkrati. In zato Hegel v nekem trenutku reče dialektik, die allgemeine Ironie der Welt. Kaj je to dialektika? Vse splošna ironija sveta. Pomeni, da v vsaki entiteti, v vsakem pojavu se nahaja tako pozitivno kot negativno. In da je težko, zelo miselno naporno razbrati to hkratnost pozitivnega in negativnega, razumeti ta spoj, ki dialektično poganja tako govorico kot svet, o katerem govorica govori. Neka poanta ironije, omenili ste romantično ironijo, Hegel, ki je bil po eni strani izenači ironijo in dialektiko, po drugi strani pa je bil velik nasprotnik romantične ironije. Romantična ironija je bila vse naokoli takrat
imela velike zastopnike, ampak Hegel se je zdelo, da to je neka ironija, ki je poceni, ki ni te prava ironija, ki ni tista ironija, ki bi zadela svet od znotraj. Ampak prav nasprotno je Eitelkeit, je beseda, ki uporablja, ni ničemrnost, nekaj, kar služi človeškemu narcizmu. Jaz govorim ironično, pogledajte me, kako pameten sem. Look how clever I am. To je vedno nekako tisto, kar spremlja ironijo. Se pravi, če nekdo govori ironično, se lahko dvigne nad to, o čemer govori in lebdi v nekem navidez praznem, neopredeljivem prostoru svoje lastne pameti in razkazuje, kako je ironično vzvišen na tem, kar govori. In to lastnost je imela romantična ironija za Hegla in to lastnost je imela tudi postmoderna ironija. Mislim, postmoderna je bila v veliki meri doba ironije. Vse splošna doba ironije, nekega ironične drže, kot ničelne drže postmoderne. In nazadnje, v teh 11 tezah, ne moram se spuščati vanje, ker je pač to rdečo nit ironije mogoče razpeljati na zelo veliko krajev. Zadnja stran, zadnja teza govori o tem, kako smo včasih preklinjali postmoderno ironijo kot neko ponarejeno držo, kot pozo, nekdo se postavi to vzvišeno postmoderno ironično držo in kako danes živimo v nekem času, ko je tudi to umanjkalo, ko je umanjkala zmožnost te ironije. In živimo v nekem času, ki po mojem bolj kot ironična distanca opredeljuje dvojnost depresije in gneva. In to se mi zdi, da sta dva afekta današnjega časa. Bodi si depresija, bodi si gnev. Kjer ironije ni več. Mislim, zdaj živimo v nekem ne več ironičnem času. In kakor je bila postmoderna ironija, po mojem, ne nekaj dobrega, tako smo s tem, da smo izgubili mogoče še ne slabše. Kar se mi zdi mogoče zanimivo je še, da pišete v knjigi, v tem delu o ironiji, se naslanjate tudi na nek način na moderno tehnologijo in se vprašate, umetna inteligenca. Je ironija ena taka lastnost zgolj človeka, ki jo bo umetna inteligenca kdaj znala zaznati? Kaj je tisto pri umetni inteligenci, da bi morala imeti, da bi lahko zaznala ironijo, glede na to, da je ironija brez markerja? Tukaj. No, tle je mogoče pa to meja umetne inteligence. Mislim, ker umetna inteligenca lahko pač rokuje z pozitivnimi entitetami. Zdaj pa to, da je v neko pozitivno entiteto, pozitivno izrečen stavek vgrajeno to, da ga je mogoče razumeti tudi na nasprotni način in da bi bil izrečen s tem namenom, da bi ga razumeli na nasprotni način, zato tem je ravno ironija. Kaj bo lahko umetna inteligenca s tem storila? Ni markerja, ni algoritma, s katerim bi lahko to ujeli. Računalnik deluje na 0,1. Ja, 0,1, mislim, to je pa ravno, ironija je... Ja. No, to tudi razvijam tam, da ironija je pač nekaj, kar se ne da vključiti v 0,1. Ampak že s tem, da niha med 0,1, v bistvu upeljuje neko tretjo pozicijo. Že samo to nihanje implicira, da stavek ni izvedljiv niti na trdilni, niti na nikalni stavek, ampak začne lebdeti. Poruši klasično logiko. Poruši klasično logiko. Klasična logika temelji na tem, da imamo pač načelo neprotislovnosti, načelo izključenega tretjega, tako naprej, ki ravno izključuje ironijo. Vsi zakoni klasične logike se borijo za enoznačnost. Ironija pa vnaša v našo govorico in v naš svet bistveno dvoznačnost. Zdaj mogoče, če greva počasi proti Heglu in estetiki. Zdaj Hegel je pisal o estetiki, estetiko je nekaj pred tem Baumgarten iznašel, če lahko temu tako rečemo, oziroma sam pojem je pisal. Hegel pa potem piše o estetiki in v bistvu s tem, ko jo piše in jo napiše, umetnost tudi na nek način anulira. Konec umetnosti pri Heglu, v bistvu z začetkom estetike, piše to o mrtvorojenem otroku. Pa bi morda prebral en izmed njegovih Heglove stavke, pa bi potem morda to malo pokomentirali. Vezanost na posebno vsebino in na način prikazovanja, ki bi bil primeren
Le za to snov je za današnjega umetnika nekaj preteklega. Umetnost pa je tako postala svoboden instrument, ki ga lahko umetnik uporablja v skladu s svojo subjektivno veščino v razmerju do vsake vsebine katerekoli vrste. Umetnik tako stoji nad določenimi posvečenimi formami in upodobitvami in se sam svobodno giblje z ozirom na sebe, neodvisno od vsebine in od načinov dojemanja, skozi katere je bilo sicer dotlej zavesti predočeno sveto in večno. Nobena vsebina, nobena forma ni več neposredno identična z notrinskostjo in nikaj, z naravo, z brezzavestno substancialno bitnostjo umetnika. Vsaka snov mu je lahko ravnodušna, če le ni v protislovju s formalnim zakonom, da je nasploh lepa in zmožna umetniške obdelave. Kaj nam Hegel tukaj pove in kje tukaj najdemo lahko tudi Becketa? Ja, že na začetku ste povedali, da Hegelova estetika, ki je pač neka velika standardna estetika iz začetka 19. stoletja, Hegel estetike nikoli ni napisal, to so njegove predavanja, ki so jih napisali njegovi učenci. Vsa Hegelova predavanja ima nek drugačen status kot tekste, ki jih je napisal sam, se pravi, obstajajo vse sorte več možnih zapisov ali razumevanja, negotovost zapisanega. Ampak v vsakem primeru, omenili ste Baumgartner. V 18. stoletju je Baumgartner bil prvi, ki je pravzaprav sistematiziral estetiko kot posebno filozofsko disciplino. Vse razmišljanje o umetnosti so bila del filozofije od vsega začetka. Imate razmisleke o umetnosti pri Platonu, ki je famozno pesnike preganjal iz svoje države. Imate razmisleke pri Aristotelu, ki je napisal pač poetiko. Imate pri več filozofih zraven pač filozofskega sistema so se dodajali še kakšne refleksije o umetnosti. Ampak Baumgartner je bil prvi, ki je to vedel o umetnosti, imenoval estetika in je skušal dati digniteto filozofske discipline na isti ravni kot ontologija, etika, gnoziologija, epistemologija, karkoli. In začel je z neko novo filozofsko disciplino. Baumgartner je dolgočasen avtor. Kaj me rečem, ne priporočam branje Baumgartnerove estetike, mislim, ja, historično je recimo zanimivo. Ampak Hegel je bil potem 50 let za Baumgartner prvi, ki je dejansko razdelal neko veliko estetiko, ki je šel skozi vsa obdobja, zgodovinska obdobja tvorbe umetnosti, prvič dal umetnosti nek poseben status znotraj svojega sistema, na koncu v filozofiji duha imamo umetnost, religijo in filozofijo kot zadnjo triado, pač dokodar seže duh. In drugič dal nek pogled skozi razvoj umetnosti od začetka do romantike, do svojega časa, simbolna umetnost, klasična umetnost, romantična umetnost, pravi nekaj napredek umetnosti skozi ta tri obdobja, in dal tudi neko hierarhijo umetnostnih zvrsti od arhitekture, ki je najbolj zvezana z materialom in s praktično uporabnostjo, do zadnje glasbe in poezije, ki je najbolj oddaljena, kjer je duh najbolj svoboden, najbolj pri sebi, v svojem lastnem mediju, najbolj se osvobodi čutnega materijala. Spravi, napravil je nek tak malo glomazen sistem estetike v treh debelih knjigah. Paradoks tega sistema pa je v tem, da je hkrati s tem Hegel razglasil konec umetnosti. Hegel je bil sploh velik znanitelj konca, konec zgodovine, konc filozofije, konc umetnosti. Prišli smo do konca, 1830 je umrl Hegel in razglasil konec. Skratka, ta estetika, prva velika knjiga estetike, Hegelova estetika, je tudi zadnja velika knjiga estetike, zato ker je umetnosti po njegovem zdaj konec. Tisti trenutek, ko je umetnost prišla do svoje avtonomije, in treba se zavedati, da je pred tem umetnost vedno bila upeta v določene ritualne gestuse, religiozne kontekste in tako naprej. Spravi, nikoli ni bila umetnost zaradi umetnosti same. Vedno je čemu služila, vedno je bila v službi neke ideje, oblasti, religije, česarkoli, ideologije. Šele po francoski revoluciji, tam leta 1820, se je prvi začela govoriti o umetnosti zaradi umetnosti same, da umetnost služi samo svojemu lastnemu namenu. In prvi, ki je uporabil besedo l'art pour l'art, l'art pour l'artisme, umetnost zaradi umetnosti, je bil Hegelov učenec Victor Cousin.
leta 1820. Spravi, tisti trenutek, ko umetnost prišla na svoje, ko je prvič bilo možno govoriti o umetnosti kot avtonomni sferi, ki se drži samo svojih lastnih principov in služi samo sami sebi, tisti trenutek je bilo že, Hegel že razglasil njen konec. Zdaj, kaj se je zgodilo po tem Hegelovem koncu umetnosti? Je prav citat, ki ste ga uporabili, no, mislim, Hegel pravi med drugim, da prava umetnost je, ko umetnost pride do svoje lastne avtonomije, do svoje lastne sfere, takrat ne rabi več nobene posebne vsebine, ki bi jo morali, ne rabi več opevati herojev, ne rabi več opevati božanskega, ne rabi več se držati določenih zgodb ali izjemnih karakterov, karkoli, ampak dokazuje svojo avtonomijo, ravno tega se lahko loti česarkoli. To je prav v citatu, ki ga navajate. In ta citat je na nek način izhodišče modernizma. Spravi, neka umetnost, ki se je odlepila od reprezentacije, od govorjenja velikih zgodb, od upodabljanja velikih glorioznih podob, takih ali drugačnih svetih, posvetnih, ki ravno v tem, da lahko govori o čemarkoli, kaže svojo veličino. Potem, ne vem, v 19. stoletju boste imeli recimo Flaubertja, kot človeka, ki je ravno iz tega naredil program. Umetnost, roman o ničemer, to je bil njegov ideal. Madame Bovary, to je neka anekdota, ki jo prebral nekje med oglasi v enem časopisu. Vzgoja srca, če ste brali, nič se ne zgodi v celem romanu. Mislim, je pa pač absolutno izjemen roman. Spravi, ta ideal, da se umetnost odlepi od reprezentacije in sama sebi služi in samo sebe pravzaprav reproducira, pa ne samo sebe, ne tako, da bi glorificirala samo sebe, ampak dejansko zavedajoč se svojega konca, nenehno premljeva svoj lastni konec. In to je tudi formulacija, ki uporabi Hegel v uvodu v estetiko, pravi, umetnost postane ein sich vernichtendes, nekaj, kar uničuje samo sebe, spravi, nenehno gloda samo sebe in izničuje samo sebe, ampak se nikoli ne more izničiti. In tako od Hegla do Becketa vodi ravno črta. Začel sem ravno s tem romanom Neimenljivi, ki govori o ničemer. Ne vemo, kdo govori, ne vemo, kje se dogaja, ne vemo, kdaj se dogaja in dogaja se bolj ali manj nič. Ne samo vsebinsko, tudi jezik. V bistvu gre za siromašenje, potem kasneje pri Becketu. Če mogoče še v bistvu eno izmed pisem, ki jih je Beckett pisal in napiše o tem siromašenju jezika, če že ne moremo eliminirati jezika kar naenkrat, pa ne smemo opustiti nobene priložnosti, da bi ga spravili na slab glas. Izvrtati van eno luknjo za drugo, dokler skozi ne začne pronicati tisto, kar tiči za njim. Naj bo nekaj ali nič, ne morem si predstavljati višjega cilja za današnjega pisatelja. Beckett je med drugim pisal tudi v ne svojem jeziku ravno iz tega razloga. Kakšna je tu povezava? Ja, to pismo je notabene napisal v nemščini, izvrstne nemščine. Sei es etwas oder nichts. Naj bo nekaj ali nič, da iza jezika, naj pride tisto na dan, ker iz jezika, naj bo nekaj ali nič. In ravno to nihanje med nekaj in nič, tistim neskončno minimalno razliko, ki je tako rekoč nič, unknowable list, pravi v angleščini Beckett v enem kasnejšem tekstu, neizničljivo najmanj. Poskušamo vse izničiti, ampak ostane tisto neizničljivo najmanj. Zdaj, Beckettova strategija, mislim, nekaj se ukvarjam z Beckettom kot ekstremno formo modernizma. Beckett je bil Joyceov učenec. Oba sta bila Irca, srečala se sicer v Parizu, Joyce mu je bil velik ideal, mlademu Beckettu, in vidimo, da sta njuni strategiji diametralno nasprotni. Joyce je človek neskončnega dodajanja novih in novih idej, besednih iger. Ne vem, če ste kdaj imeli v rokah Finnegan's Wake. To je še ena knjiga o ničemer, razen o glorifikaciji jezika, o zmožnosti jezika, da se širi, neskončno širi kar naprej. Na vsako besedno igro je mogoče dodati še eno besedno igro. Joyce je dobil korekture in potem, ko je že napisan roman, vse postavljen, pa je dobil še vse polno idej, kako bi pa zdaj še kaj dodal in korekture so vse polne njegovih dodatkov.
Potem gledate pa Becketove korekture. Ne? Je dobil korekture, pa je rekel, to je preveč, črtaj, kat, zreducirati, minimum, na minimum. Treba je priti do tistega neizničljivo najmanj. Ne? In šele ko je Beckett uvidel, da mora iti po neki popolnoma nasprotni poti kot Joyce, takrat je postal Beckett. To je, recimo, tako je prišlo do tega izteka modernizma. Ker modernizem je imel v sebi tudi to moment neskončne ekspanzije in uživanja v koncu reprezentacije. Ne ekspanzije reprezentacije, ampak uživanje ravno v pokončanju reprezentacije. V bistvu Joyce na nek način se dotika roba neskončnosti, medtem ko Beckett se na nek način dotika roba niča. Ja, tudi nič je svoje sorte neskončnost. Ja, druge sorte neskončnost, ja. Ja, in tam dam to formulo, da formula Joyce je n+1. Za vsak n obstaja še n+1. Formula Becketta pa je n-1. Za vsak n je še kaj se da vzeti, še odzamemo. Ne? In tudi, če gledate to trilogijo njegovih romanov, Moloj, Malone umira in Neimljivi, pri prvem imamo še neko zgodbo, Moloj se odpravi iskati svojo mater, Moran se odpravi potem iskati Moloja, ki se nekaj izgubil. Prav imamo še neko zgodbo. Ne? Drugi roman imamo umirajočega Malona, ki v eni sobi si izmišljuje zgodbe in čaka na smrt. Imamo potem tretji roman, kjer še tega je. Imamo ta glas, neimljivi glas, ki bluzi, prav, kar naprej bluzi. Ne? Ampak bluzi tako, da nas prime za vrat. Na prvi strani nas prime za vrat in ne moramo nehati brati. Spravi, vse, kar je možno preč, vrže preč. Ampak ostane ta čisti glas, ki pa je totalno fascinantno. Če mogoče zdaj zgodovinsko skočiva malo nazaj k Ojdipu. V bistvu, zakaj na nek način tudi pišete o tem Ojdip lahko Beckettovski junak? Ojdipa vsi zmeraj gledamo skozi prizmo tiste klasične srednješolskega učenja, incest, očetomor, mama, v bistvu nekaj, kar tudi skozi psihoanalizo se je na nekih točkah osredotočalo kot nekaj, kar je lastno vsakemu. Kar je hecno pišete, Ojdip je edin, ki nima te težave, ker on je to naredil. Mi vsi samo razmišljamo o tem. Ojdip nima Ojdipovega. Ne, nima Ojdipovega kompleksa, ja. On je to udejanil. Ampak zakaj je Ojdip na nek način Beckettovski junak, če lahko temu tako rečemo? Osredotočite se na delo predvsem Ojdip v kolonu, za katero rečete, da smo kolektivno amnezijo doživeli in ga redko kdo sploh prebral, poznamo ostala dela, ampak tukaj pa se ustavi. Tudi recimo najbolje ne biti rojen izhaja iz tega. Kako bi to pokomentirali? Ja, to je nenavadna zgodba v Ojdipu. Mislim, kralj Ojdip in Antigona sta šolsko branje. Nekako vsi v gimnaziji moramo to prebrati, pa vsi vedo to zgodbo. Je pa zgodba o incestu, očetomoru, zgodba potem o Antigonem pokopu svojega brata in tako naprej. Nekako to je tako splošno v evropski zavesti, to nekaj definira evropsko kulturo. Ampak obstaja to nenavadno dejstvo, da je pač Sofokles napisal 3 tragedije o tega tebanskega ciklusa in tretja je Ojdip v kolonu. In nenadoma, kot da bi kolektivno pozabili na to tretjo tragedijo, ker Ojdip je zelo nenavadni junak, ne samo po incestu, očetomora in tako naprej, ampak je zelo, zelo nenavadni junak, potem, da na koncu kralja Ojdipa preživi, potem, ko pride do tega tragičnega spoznanja, da je bil on tisti, ki je ubil očeta, se poročil z materjo in tako naprej, in preživi, mislim, on ne naredi samomora, kot njegova žena, ampak si iztakne oči, ne more gledati tega svojega dejanja. In potem, ko tragični junak preživi svojo smrt, on je doživel svojo simbolno smrt, on je bil kralj in postane izmečen, postane absolutno izmečen. Nihče ga noče, nihče ga noče imeti za svojega. In tava po svetu z svojo zvesto hčerjo Antigono. In tle imamo nenadoma Ojdipa kot tega blodečega, brezdomnega
junaka, ki je sklenil svojo življenjsko zgodbo in ki čaka na smrt. In tukaj se mogoče pokaže neka prava dimenzija Oidipa. Oidipa, ki ravno, ne sem, da Oidip ni imel Oidipove kompleksa, ampak Oidip, ki v tem zadnjem delu trilogije zavrne svojo krivdo. Pravi, bogovi so to storili, bogovi so me postavili sem, po volji bogov sem bil postavljen v ta položaj, nikoli nisem izbral sam tega položaja. Tam me je nekdo ustavil na križpotju, pa se pač zapletel z njimi v ubil, ampak a bi zdaj moral najprej vprašati, če me kdo napade, a si ti slučajno moj oče? Mislim, pač, ja, bil je neznanec, mislim, nisem jaz bil očeta, mislim, ni bilo moje volje pri tem. In tudi nisem vedel za celo to zgodbo za materjo. Nisem kriv. Bogovi so me postavili ta položaj. Zavračam to, da bi bil kriv. Se pravi, to je neka radikalna drža izmečka, absolutnega izmečka, ki noče nas vzeti, noče subjektivirati svoje krivde. Ne? In, notabene dodajam, da Oidip Kolonus se mi zdi izjemna drama, ampak edini krat v Sloveniji, mislim, neskončno je bilo izvedb Oidipa in Antigone, vsi bi to izvajali, zlasti Antigona v zadnjih časih. Edina izvedba slovenska Oidipa Kolonus je bila v Mariboru leta 2016, 2017, sploh edini krat, da je bilo to postavljeno na slovenske odre. Neki veliki narodi so ugotovili, da ni Oidipa brez Oidipa Kolonus že veliko prej. V 19. stoletju ste imeli paradigmatske, nemške, italijanske, angleške izvedbe, celo Hollywood ve, Gospel at Holocaust, mislim, da je naslov enega, ja, pač glasbene tragedije, kjer notabene Morgan Freeman, ki je top hollywoodski igralec, ni on Oidip, ampak je on kot Ferasije, ki vodi skozi celo zgodbo. Oidipa pa igrajo 4 slepi črni dečki iz Alabame. Ampak celo Hollywood je postavil svojo verzijo Oidipa Kolonu, ampak nekako do Slovenije to še ni prišlo. Ta edina izvedba, upam, da ne bo ostala edina, pač te figure Oidipa Kolonu, drugačnega Oidipa. Ja, in zato, če se vrnem k začetku, povezujem tega Oidipa z Beckettom. To je Beckettovski junak. To je Beckettovski junak, ki vsi Beckettovi junaki na prvi strani sklenijo svojo zgodbo. To so ljudje, ki so končali svojo življenjsko zgodbo na prvi strani. In od tod naprej, tukaj začne Beckett vedno, od tod naprej čakajo na smrt, ampak od tod naprej se ravno odpre neko obzorje, seganje do neskončnosti, neko obzorje onkraj simbolnega mandata, onkraj družbenih vlog, onkraj zgodb. Tam gre za res. Ne velja potovanje, je končano, pot se začenja. Ja, ne velja potovanje. Potovanje je končano, ampak ne začenja se neka nova pot, ampak ravno sam konec poti in konec koncev, konec igre je naslov ključne Beckettove igre. MK, la fin de partie. Ampak na kak način to potem razumeti tako umetnost, v bistvu, kaj je tale endgame potem, kaj je zaključek? Če nimajo. Obstaja zaključek. Mislim, mogoče pa Beckettov osnovni problem, mislim, malo veliko se mogoče slučilo okoli Becketta, vse del knjige se slučilo okoli Becketta, ampak je govor tudi manj mračno. Ja, ampak tudi za Becketta naj takoj rečem, da kakor je videti totalno mračen avtor, ima neskončen humor. Torej, to sovpadanje tega fatalnega razglabljanja v koncu, in vedno je razglabljanje v koncu, sovpadanje tega na eni strani z neskončno zmožnostjo humorja, da ravno to je vir humorja. Vse Beckettove igre so ultimativne tragedije in komedije hkrati, obenem, se mi zdi. In to, ne vem, ne za nobenega avtora, ki bi uspel kaj takega. Kaj je konec? Konca ni, sam konec se neskončno nadaljuje. Konec najmenljivega je ravno ta stavek, ki sem ga citiral. Treba nadaljevati, ne morem nadaljevati, nadaljeval bom. Kot se lahko približamo, oziroma samo približujemo svetlobni hitrosti, ne moramo pa doseči. Ja, recimo. Če greva še malo nazaj na
katerega izmed drugih avtorjev, o katerih pišete, morda Kafka pa Proust sta avtorja, ki imata en zanimivo vsebino, o kateri pišete. Predvsem se dotikate tega vmesnega območja med spanjem in prebujenjem. Kar je zanimivo je, da pri Kafki se gleda strani prebujenja, medtem ko pri Proustu je ravno obratno. Kaj je ta moment, ko nisi še buden, pa tudi spiš ne več? Tale vmesna zareza, o kateri pišete. Ja, tu izhajam iz tega, da toliko Kafkovih del, leta se je stoletnica pač Kafkove smrti, kar nekaj je bilo dogodkov v zvezi s tem, toliko Kafkovih del se začne s prebujenjem. Jozef K. leži v svoji posli, zbudi se zjutraj in nenadoma prijeta ta dva stražnika in pač data obtožnico, karkoli. Nenadoma šel je spat nedolžen, zbudi se, nenadoma kriv, zbudi se, a se zbudi. Mislim, začne se s prebujenjem, ampak se zares zbudi, v bistvu se zbudi v neko nočno moro. Videti je, kot da bi se moraste sanje nadaljevale podaljševale v samo resničnost. In isto v gradu. Zanimivec K. pride do gradu, gre v oštarijo, prosi, če bi lahko prespal, da ni več prostora in ne daje na klop in zaspi. To je vse na prvi strani. In potem ga nekdo začne rukati in zbudi. Spravi, tudi tu imamo na prvi strani gradu isto prebujenje. Ali pač najbolj znana njegova zgodba preobrazba, imamo Gregorja Samso, ki na vsem lepem zjutraj se zbudi se kot velik mrčes. In še več Kafkovih primerov je prebujenje in sam Kafka pač v enem trenutku pravi, prebujenje je riskanteste Augenblick, najbolj tvegani trenutek. Če preživite prebujenje, pa boste vredni preostanek dneva. Ampak tam se mogoče zataknete v prebujenju. Vsi njegovi, to ne vsi, ampak toliko njegovih junakov se zatakne v točki prebujenja. Se pravi, da nadaljujejo v nekem svetu, ki niso več sanje, ni pa ta naš realni svet, kjer veljajo naši običajni normalni pogoji. Se pravi, ravno zbudijo se v nekem svetu, ki gre v izgubo z konstituiranjem našega običajnega pravega sveta. Če se zbudimo v naš normalni svet in se uspemo dobro ujeti v njegove silnice, potem se ta moment, to odprtje, ki ga je mogoče videti samo v točki prebujenja, se izgubi. Neka resnica, ki se pokaže na robu, ki je podpodje tega našega običajnega konstituiranega sveta, ta moment se izgubi. In ta moment resnice, ki ni več resnica sam, ni pa še resnica realnega konstituiranega, ontološko konstituiranega sveta. Se pravi, ta umestnost, ta razpoka. In vsa Kafkova literatura je na nek način literatura te razpoke. Ne več sanje, ne še realnost. In pri Proustu, kot ste omenili, mislim, tle jemljem pač to prebujenje kot neko metaforo morda modernizma, prebujenje k temu ravno v to morasto realnost, ki gre v izgubo z konstituirano realnostjo. Proust se s to realnostjo ukvarja na analogna, ampak točno nasprotni način. Kako se začne Proustovi teh dolgih 7 romanov na prvi strani? Dolgo sem hodil zgodaj spat, famosni prvi stavek. In potem imate celo meditacijo, neke strani o tem, kako počasi se pogreza spanec, o tem, kako ni mogel zaspati, pa se čedalje bolj uspava, pa kako je mogoče zaspati, ne kako se je mogoče prebuditi, ampak kako je bilo mogoče zaspati. Torej, točno isti rob, samo z drugega konca. Moramo priti do nekega stanja, ko popustijo naše zavestne zavore, naša zavestna kontrola. In takrat, ko pridemo do tega stanja, takrat se lahko začne šele to, kar Proust imenuje la mémoire involontaire, nehoteni spomin. Se pravi, nehoteni spomin prevzame nas neka druga realnost. In vseh 7 romanov se konec koncev potem dogaja kot moment tega ne več budnosti, ampak ne še spanja. Se pravi, isti rob med budnostjo in spanjem
to pač v nek meri, ja, en del, en esej se ukvarja prav zavestno s tem kot nekim določenim možnim vstopom v modernizem. Mogoče pri Prustu še izpostavite tisti del s telefonom, kjer najprej babico pokliče, potem ko pa jo dejansko sreča, pride do tistega razkoraka, kjer vidi nekaj je glas, pa obraz, nekaj pa je v bistvu ta depersonalizirana. Ampak kaj me je tukaj predvsem intrigiralo, je bil pa tale citat o telefonu, ki se mi zdi, da je bil malo z njim je nekako videl v prihodnost, oziroma je napovedoval nekaj, kar je morda danes dokaj prisotno, pa če bi ga prebral, pa bi ga potem komentirali. Telefonski zvonec pravi... To je Benjamin, to ni prosto. Pardon, Benjamin, ja. Telefonski zvonec pravi, kriv si, odzvati se moraš klicu neznanega drugega, a kakorkoli odgovoriš, si že kriv. Tvoja nemoč razodeva tvojo krivdo, s tvojo presojo, čutom dolžnosti in odločenostjo mu ne moreš biti kos. Telefon interpelira ne le svojim zvonjenjem, ampak že svojo nemo prisotnostjo, ki je prisotnost potencialnega zvonjenja, latentni alarm, ki se lahko vsak hip oglasi in ki se nikoli ne oglasi v pravem času. Telefon sredi domačnosti stanovanja je dobesedno unheimlich. Pravi Benjamin. Lahko bi rekli, da Benjamin v kasnejšem delu vloži precej truda. Ja. Ampak je v bistvu to točno to, kar se danes dogaja, v bistvu ta Unheimlichkeit tehnologije. Ja, to so Benjaminovi spomini na berlinsko otroštvo okoli leta 1900. Takrat se je telefon začel uvajati in je bil na nekem, najprej na skritem delu stanovanja nekje zadaj in potem dobijo čedalje bolj prominenten položaj v stanovanju in govori o tem, kako si pred telefonom že avtomatično kriv. Ves čas čakaš, da bo zazvonil in ko zazvoni, veš, da zvoni tebi, komu zvoni tebi. In ne moreš se prav interpeliran, si pa ne veš dobro, kako se odzvati na to zvonjenje, na klic drugega, ki ga reprezentuje. Ta tujek sredi stanovanja, ki predstavlja čisti klic drugega. Potencialno več čas navzoč klic drugega. Ne more se stanovanje skleniti v svoji lastni intimnosti več, zato ker ima na sredi telefon. Ja, zdaj imamo telefon vsak v svojem žepu. Klic drugega je, mislim, ne sem, da je stanovanje razdomljeno, da je na sredi nek unheimlich element, ampak kamorkoli gremo, imamo ta unheimlich element v svojem žepu, ki lahko v vsakem trenutku se oglasi, moramo se odzvati na klic drugega in, ko bi rekel, nenehno smo v odvisnosti od tega. Vse hujše, no? Mislim, prvič je to nehalo biti unheimlich, ampak se nam prav zdi, da brez telefona nismo več zares ljudje, mislim, ne moramo brez telefona, kaj pa bomo, se ne moramo več znajdeti v osnovnih stvarih, kako bomo pa našli do štacune, mislim, Google, tipkati, zgubljeni smo brez telefona, in po drugi strani, mislim, nehal je biti unheimlich, ampak je postal ta naš intimni, ekstimni del, ekstimno, izvrstni izraz, ki se je Lacan zamislil. Tisto intimno, ampak zunanje, ekstimno. In po drugi strani gre za neko prostovoljno suženstvo. Telefon je bil vendarle tisti tujek, ki je bil padljiv, ki se glasno oglašal in potem cela družina planila skupaj in gruntala, komu je zdaj namenjen ta klic, karkoli. Zdaj pa tako, da mislim, to stvar, ki me resnično bega in muči. Mislim, kako je mogoče, da z novimi tehnologijami, zlasti z socialnimi omrežji, ki so nastala tam okoli leta 2005-2010, Facebook je 2005, Instagram 2010, to so zelo nedavne, 15 let stare, še ne 20 let stare stvari, ampak vsi smo pripravljeni prostovoljno prenesti velik del svojega življenja, privatnega in javnega, na par
platform, ki so pač v privatni lasti in delujejo na podlagi neznanih algoritmov, netransparentnih algoritmov. Spravi ta moment prostovoljnega pristajanja na to, da smo v službi drugega in da smo na nek način, Varoufakis govorijo, da smo pač nova oblika proletariata. Prostovoljno scrollamo po svojem lastnem telefonu zato, da bi si organizirali počitnice, da bi downloadali podobe, glasbo z interneta, karkoli, prišli do informacij, ampak s tem dejansko delamo za te velike kompanije, vse kar storimo, vsak naš scroll se beleži in ekonomsko uporablja in manipulira. In to dobro vemo in kljub temu zavestno to delamo še naprej. Spravi, imamo neko novo obliko, kam smo prišli od 1900 Benjamina, tistega osamljenega telefona, kričeča, zvonečega, do tega, da brez telefona sploh preživeti ne moramo in smo pripravljeni prostovoljno se podrediti. Vemo, da so zadnji pač to, kar je Šošana Zuboff imenovala, the age of surveillance capitalism, da smo s tem del nadzorovalnega kapitalizma, nadzorovanja v vsakem trenutku. Smo na nek način, če greva na eno drugo delo, smo na nek način Yahooji. Gulliverjevi. Morda nekaj malega o Gulliverju še, v bistvu, kaj je doletelo to delo, je to, da smo ga zreducirali na otroško literaturo, čeprav je v resnici daleč od tega. In iskreno, verjetno, redko kdo od nas je prebral celotno delo, večina pa verjetno pozna tisti del o Liliputu. Brobdingnek. Ja, Brobdingnek, ja. Zakaj se je temu delu to zgodilo? Svi vemo, bil je pastor, živel v enem obdobju, mislim, da avgustovska doba se je imenovala, ampak kaj se je temu delu, ki ima neke bodice, ki je imelo nek srž, nek smisel, kaj se je z njim potem zgodilo, da se je čez čas reduciralo na v bistvu klasično otroško literaturo skoraj? Ja, mislim, da en tekst govori skratka o Gulliverjevih potovanjih in najbolj znanih knjig evropske literature. Vsi vemo za Gulliverjeva potovanja, ampak to je dejansko knjiga, ki je tako nenavadna potem, da jo vsi preberejo do polovice. Prva dva dela poznamo vsi, tretji in četrti del, tako da ni nobeden bral. Prva dva dela sta pač Gulliver med Liliputanci in potem Gulliver med velikani. In tle vidimo, tle je zelo pač jasna ta Swiftova poanta, da vidimo neko paralakso. Najprej smo velikani v primeri s temi preklikavimi Liliputanci in naš narcizem, naša samovšečnost je toliko večja, ko gledamo te nemočne, primitivne, zahrbtne, zvite, karkoli, neravno etično zgledne Liliputance. Ampak v naslednjem koraku nas že doleti to, da se mi sami znajdemo v podobi Liliputancev in imamo opravka z velikani, ki pa nas tretirajo tako, kot etično in fizično inferiorne, manj vredne, problematične in tako naprej. Ampak tle vidimo paralaks, potreben je nek zamik perspektive. To je prva Swiftova očitna poanta, ki je zelo fino, priročno, lahko razumeti, ki je slikovita, ki se da dopovedati otrokom. Se pravi, to je bil na tabene čas, ko so izumili tako teleskope kot mikroskope. Cela doba je bila obsedena s tem, kaj je veliko, kaj je majhno. Svet je postal veliko večji, kot je bil prej, tudi veliko manjši, kot je bil prej, smo bili zmožni videti mikroskopsko majhne stvari. Deloma je pač neka tehnološka iznajdba tudi za vsem tem. In jasna je Swiftova poanta, ki je s Freudovimi besedami rečena udarec narcizmu, udarec naši lastnih samovšečnosti. Najprej napihnemo samovšečnost, pa spustimo balon, pa se znajdemo v tej podobi preklikavcev. Ampak to sta prva dva dela, pa obstaja še tretji pa četrti del te iste knjige, zelo priporočam do branja, ki sta veliko bolj kompleksna. Mislim, ki ne tudi ponujata paralakse različne, ampak
bolj zanimivo in pač vsi interpreti se strinjajo, da je Swiftova poanta v 4. delu. In tam v 4. delu imamo opravka z jahuji, z temi človečki, libidinalno, ki so pripeti na svoje libidinalno telo, na nek način, se ne morejo tega odlepiti. Nasproti temu pa imamo, kako bom to izgovoril, je pač Swiftova iznajdba, tako se imenuje uradno v knjigi. In to so pač plemeniti konji. Ne? Konji, ki ne ljudje so več čas etično problematični in pokvarjeni. Ne? Konji so pa plemenite živali, ki predstavljajo ravno neko zmožnost odlepljenja od naše jahujske narave. In do te mire, da jim pač nam Gulliver skuša razlagati angleške navade in oni prav ne morejo razumeti in skuša pojasniti besedo laž. Laž, kaj je to? Prav, to je govoriti tisto, česar ni. Pa pravijo ti konje, pa kako lahko govoriš nekaj, česar ni? Skratka, tudi samega koncepta laži ne morejo razumeti. To so neki plemenite, skratka, na živalih je plemenitost. Na živalih je plemenitost, a zgled nekega nravstvenega ravnanja. Mi ljudje smo pa priklenjeni na to svojo jahujsko podstat, od katere se ne moremo odlepiti. In potem tudi, ko Gulliver pride nazaj iz teh svojih 4 potovanj, tretji del ima več potovanj, mislim, v osnovi so 4 knjige, še leto in več, koliko par let, si pride nazaj k ženi in otrokom, ampak on se postilja svojo posteljo v konjušnici, ker edino s konji se lahko pogovarja plemenito in pametno. Z ljudmi ima pa težave, vključno svojo lastno družino. In tle pač, mislim, Swift je bil mojster ironije. Če smo začeli z ironijo, mislim, on je bil res mojster ironije. Nikoli ne vemo, kaj. Karkoli piše, vedno takole malo za njim česem pomežikuje. Vse veste, modest proposal, skromen predlog, kako bi rešili lakoto. Poznate? Pač treba bo otroke reveže ujesti, pa bomo rešili in revščino in lakoto. To je skromno predlaga, kako bi uredili pač ta problem. To je približno na tisto vižo, če nimate kruha, pa jete potico. Ja, ta je malo bolj kruta, mislim, ampak skratka, Swift nikoli ne vemo, kaj reče zares, pa kje se zraven smehlja. Hkrati je oboje, hkrati je vedno oboje. Mislim, mojster neujemljive ironije. Glede na to, da prihajava počasi do zaključka, če bo še morda kdo hotel kakšno vprašanje potem postavil, ne morem iti mimo v bistvu naslova knjige Kamen in glas. Zdaj tukaj pišete o Memnovih pojočih kolosih, v bistvu o kamnu in o gnusu, o glasu, o razpoki, ki je tukaj vmes. Bi mogoče še malo kaj o tem? Ja, mislim, ta knjiga ima naslov po enem eseju, ki, ne vem, v bistvu so se, seveda sem se strinjal, ampak v bistvu redakcija pri Gogi se je odločila, se mi zdela, da vseh teh esejev ima najbolj poetičen, enigmatičen in poetičen naslov Kamen in glas, pa dajmo naslov celoti. Ampak ta posebni esej se ukvarja najprej s tem nasprotjem med kamenom in glasom, ki ste videti najbolj maksimalno vsak sebi. Glas je nekaj trepetajočega, miljivega, komi ga slišimo, že ko ga slišimo, že izginja, že neha, ne moremo ga nikoli ujeti. Na drugi strani imamo kamen, tisto, kar je zapisano, kamen postane za večnost. To je trdna podlaga, substanca. Nasprot videti, da en in drug ne morete imeti neke skupne mire. Ampak vendar pač ne moremo mimo Hegla. Hegel se v nekem trenutku ustavi natanko pri zvezi kamna in glasu.
in govori o neki zgodbi, ki je resnična zgodba. Namreč nekega kipa, ki so ga postavili tam 1300 pred našim štetjem v Egiptu, v času Ehnatona, dejansko stoji nekako ob izviru monoteizma, če je Ehnaton domnevno prva monoteistična religija, stoji ob začetku monoteizma, to je bil Kolos, ki je, sam ta kompleks je bil potem porušen, ampak ta Kolos je ostal. In v nekem trenutku, leta 27, mislim, pred našim štetjem, je bil potres in je ta Kolos zadela neka razpoka. In od tistega trenutka naprej se je začel pojavljati ta fenomen, da ko je zjutraj, jutranja zarja obsijala ta kip, je izpustil glas. Se je začel oglašati se je začel. Na tem obstoji dolga vrsta antičnih pričevanj, to ni izmišljena zgodba. Mislim, to je postala turistična znamenitost, tja so hodili. Rimski cesarji so šli to pogledati. Mislim, ne? In obstaja neka fizikalna razlaga, no, da pač v puščavi zjutraj, ko zasije sonce, temperature zelo, v puščavi je po noči predvsem res, ampak temperature zelo hitro narastejo. In ob tem hitrem naraščanju temperature se kamen nastane pač neka trenja znotraj samega kamna in lahko se zgodi, da začne spuščati glas. In glas je bil videti kot vanzemalski, kot neka nadnaravna fizikalni pojav, ki je imel neke nadnaravne razsežnosti. Znate, kaj se je pojavilo tudi ta zgodba, da je to pravzaprav kip Memnona. Memnon je bil pa grški junak pred Trojo, ki je bil sin boginje Eos, Aurore, boginje Zarje, in nastal je ta mit, da je to Memnonov kip, ko ga pride pozdraviti mati, Zora, Zarja, takrat se oglasi. No in Hegel vzame ta mit kot neko prvo metaforo sebstva. Kako iz same notrine, iz notrine nekaj kamna, iz notrine najbolj mrtve stvari, kar jih je, nastane nekaj, kar glas je nekaj po definiciji notranjega, kar prihaja iz notranjosti ven. Ne šum, ne zvok, ampak glas. Spravi nekaj, kar se poraja v notranjosti in potem zapusti telo in gre v eter. Ne? In skratka, prva subjektivacija kamna, ki ga zadene svetloba in se oglasi. Še preden pridemo do človeškega glasu, to je neka metafora človeškega glasu, preden pridemo do človeškega glasu, ki je glas samozavesti, našega zavestnega uravnavanja življenja, imamo že neko naravno, naturno zgostitev kamna in glasu, ne? Tega mehanizma, kako se nekaj notranjega poraja iz same zunanjosti narave, iz mrtve narave se poraja nekaj notranjega. In ta zgodba je pomembna zato, ker je v nekem trenutku, mislim, že odkar je bila znana, ampak zlasti pa v času romantike, je postala metafora poezije. Okoli leta 1800 je začela izhajati ta revija z naslovom Memnon in tam, recimo, Winkelmann je pisal o tem, da poezija je tisti žarek, ki zadene naravo zato, da se oglasi. Poezija je inherentno zvezana z tem, da proizvede glas narave in ne prisluhne glasu narave. Potreben je žarek poezije zato, da se mrtva reč oživi, da dobi svoj notranji glas. Postala je metafora umetnosti kot take. Potrebujemo, umetnost je tisti žarek, ki stori, da mrtvi oživijo, da ta mrtvost narave zadobi svoj notranji glas. Zato je pač pomembna tudi za Hegelovo estetiko, ta metafora Memnona. Hegel govori še več mest je v estetiki, recimo to. Kaj se pa potem zgodi, recimo v delu Gnus, ki pa prime tisti kamen in... Ja, potem imam pa nekako od tod naprej, peljem to zgodbo pač tega ideala romantične, zopet pridemo v bistvu na začetka do tega Hegelove estetike, ki nastane v času romantike, nekaj romantičnega pogleda na umetnost kot to notrino tistega, kar
omogoči, da notrina mrtve stvari proizvede glas. Kaj se je zgodilo v modernizmu? Po eni strani imamo Sartra, Sartrov Gnus, kjer je glavni junak, pač Rokantan, na prvi strani pograbi ta kamen in nenadoma ga pograbi gnus nad eksistenco. Sartrov Gnus, iz leta 38, je tudi en velikih romanov modernizma. In tem, ko pograbi tisti kamen in ga zagleda, nenadoma se njegovo življenje ustavi in ugotovi, da je pravzaprav vse njegovo življenje petrificirano, okamenelo, da njegova eksistenca je okamenela, pride v te inverzije, ni kamen tisto, kar je mrtvo in brez življenja, ampak da je pravzaprav njegovo življenje, je kamen. In od naprej se doživi neko eksistencialno krizo in prelom in tako naprej. Mislim, to je. Ampak pridemo potem iz tega gnusa nad kamnom do cuzanja samih kamnov. No, Becketov odgovor na to, v romanu Moloj, pa je bil dejansko ne gnus eksistence, ne gnus nad, generalni gnus nad eksistenco, ampak če primemo kamen, kaj stori Becketov, kaj stori Moloj? Kamen da v usta, pa ga cuza in naredi v eni zelo slavni sceni, zelo priporočno za branje, naredi cel sistem, kako ima nekih 16 kamenov, ali koliko, ki jih daje iz enega žepa od drugega in jih sistematično cuza, enega za drugim. In iz tega naredi svoj eksistencialni projekt, recimo, ne iz tega, da bi se mu zagnusila njegova eksistenca, ampak da reče, a je to gnusno, dajmo v usta, pa bomo videli, kakšnega okusa je eksistenca, kakšnega okusa je ta kamen. In naredi skratka neko svojo strategijo, kako se soočiti z okamenelostjo eksistence. Dajmo kamen v usta, pa poskusimo. Kakšnega okusa je eksistenca? To dva čisto nasprotna pola. Nekaj, kjer se zgražamo, na neki strani, kjer v bistvu jo ponotranimo na neki način. No mislim, ker jaz sem svoj skepso do Sartra, en interpret je rekel self-congratulatory self-disgust. Spravi, tisto samo gnus, ki si pa samemu sebi čestitam, da sem gnus eksistenca, se pravi, moje srce je na strani Becketa, kar je očitno. To je tudi evidentno iz prebiranja knjige, ampak mogoče za zaključek še dve morda malo bolj splošni vprašanji. Prvo bi bilo, je nekaj, kar se je že nekaj časa nazaj, ne bom rekel problematiziralo, ampak je bila ena diskusija na to temo, je naloga filozofa, da komentira literaturo. Filozofija je ta zelo posebna veda, da tako rečem, znanost. S tem že mogoče preveč, rečemo, ta zelo posebna veda, kjer pravzaprav že v prva lekcija iz filozofije v gimnaziji vam povejo to, da ni definicije filozofije. Definicija filozofije je odvisna od tega, kakšno filozofijo zastopate. Ni neke splošno sprejemljive definicije filozofije. Vsak filozof znotraj svojega horizonta vidi nalogo filozofije na drugačen način. S tem, da reče, da filozofija je to in to je poslanstvo filozofije, s tem že stojite znotraj določene filozofije. Ni metafilozofije, ki bi zdaj pokrivila vse različne filozofije in rekla, to je pa zdaj misija filozofije. Ja, kar pa zadeva moj osebno odnos do literature, ki sem pač po profesiji filozof, seveda, pa mislim, same knjige očitno sem od nekdaj bil bralec literature in da imam veliko strast pač od tega branja literature in da vidim literaturo kot nek misel na delu, misel, ki stopa skozi popolnoma drugačen vstop kot filozofija, ampak ki prihaja do natančno istih problemov. Nekako nasprotujem tej ideji, da umetnost je pa nekaj, kar ljudje čutijo, srcem pa je stvar strasti, na drugi strani pa filozofija stvar razuma, umovanja, ki manjka ta strašni del.
Ki ji manjka srčni del. Ki ji manjka srčni del. Jaz mislim, da, kaj ne rečem, filozofija je čista strast in se mi zdi v zelo drugačni obliki. Se mi zdi, da kdorkoli se je kdaj resno poglobil v filozofijo, od Platona do Wittgenstein, Heidegger, Lacan, kakoli, no, se mi zdi, da pač je očitno na delu neka velika strast. In po drugi strani umetnost pač nikakor ni stvar čutenja samo, ampak stvar mišljenja, stvar proizvajanja konceptov. In mislim, da ni enega brez drugega, ni glave brez srca. Mislim, da to tako v filozofiji kot v umetnosti, da po tej ločnici ne moremo razločiti filozofije in umetnosti. Vstopi so drugačni. Filozofija začne s koncepti, začne z abstraktnim in se recimo od tam spušča konkretnemu. Umetnost vedno začne s konkretnim materialom, z konkretnim čutnim materialom in se od tam dviga koncept, če ne tako rečem. Oče smer nasprotno, to je malo preveč poenostavljena podoba, recimo za neko prvi približek. Ne. Vstop je drugačen, ampak ista bitka. Mogoče predzadnje vprašanje. V svoji knjigi se dotaknete tudi slovenskih avtorjev in avtoric. Eden izmed njih je Marko Zorko, tudi Mariborčan. Bi morda povedali še kaj o njem oziroma o njegovem delu. Zakaj ga predlagate za Nobelovo nagrado? A bi ga? Oziroma ga celo kacinje, ali kaj ste zapisali? Marko Zorko, ja, moj mladostni prijatelj. Mislim, ja, Marko Zorko je pisal v zelo humornem tonu in tudi ta moj spis o njem, sem v bistvu zaprosil, da napišem spremno besedo, kar po napisu Mein Kampfa. Je napisan v humornem tonu, ampak hkrati me srce zaboli včasih, če slišim njegovo ime. Mislim pač prezgodaj umrli Marko Zorko, človek neskončnega humorja. In v vsakem trenutku se je začel z njim teater in ne vem, koliko ljudi ga je osebno poznalo, imelo izkušnjo Marka Zorka. Vsak trenutek je bil trenutek, ki segal v neskončnost. Tako je iznašel ta pravo besedo za vsak trenutek. In zgodilo se v nekem trenutku, da ga je Jelko Kacin vseh možnih je rekel, ja, on bi si pa pravzaprav zaslužil Nobelovo nagrado, takrat je imel kolumne v Sobotni prilogi in kolumne so bile izvrstne. Sej veliko tega je šlo zdaj v knjigah, ampak še ne vse, mislim, potrebovali bi zbrana dela Marka Zorka, se mi zdi. To je res eno najizvrstnejših peres, kar jih je kdaj premogla ta dežela. In brž, ko se Kacin oglasil s tem, ne vem, malo nebuloznim predlogom, je Marko v naslednji kolumni odreagiral in rekel, ja, saj sem imel že od malega pripravljen govor, če bi dobil slučajno Nobelovo nagrado. In tle izhajam iz tega, iz ideje, kakšno Nobelovo nagrado bi mu pravzaprav lahko podelili. Nobelovo nagrado za mir, ker tam piše recimo, vojne so za ubit. To je eno njegovih takih. Pa mislim, ne, veliko ima teh enovrstičnic izvrstnih, nekje pravi, če je Bog res tako vseveden pa mogočen, pol bo pa je razumel tudi to, da ga ni. In tako naprej. Mislim, njegovih izrekov tovrstnih je neskončno. Zaslužil bi si tudi Nobelovo nagrado za ekonomijo, ker piše veliko o tem, kako je dobil štipendijo, pa prvi noči vso zagonil, potem je pa nekako že preživel do konca meseca. Ali Nobelovo nagrado za medicino, ker je ni čisto jasno, kako je držal skupaj telo in duha, ampak je. Zanimivo je tudi, ko napišete pojmovanje svobode. Marsikdo se je teoretično, mislim, da je bilo tukaj, teoretično ukvarja s svobodo, ampak
Tisti, ki je pa svoboden, pa zvečer, ko se napoveduje nekaj zanimivega, ne reče stop, zdaj pa moram jaz domov, ker pišem traktat o svobodi, ampak dejansko živi tisto svojo svobodo. To ima Marko nekje, da poznal je toliko teoretikov svobode, ko ob perspektivi razburljive noči so šli domov zato, da bi študirali, zakaj človek ni svoboden, pa kako bi ga osvobodili. Marko se je pa podal pač v razburljivo noč in je bil svoboden v vsakem trenutku. No. Zdaj končam s tem, da mogoče je bil najbolj svoboden človek. Še zadnje mogoče vprašanje, zakaj danes sploh še brati filozofijo, leposlovje, zakaj še pisati? Ja, ne vem, mislim, da vsi, ki to počnemo, si malo zastavljamo to vprašanje in se nam zdi, kot da smo ostaline, relikti neke pretekle dobe, ki se je to še počelo. V prihodu v neko novo dobo, kjer tega ne počne nihče več. Navadili smo se scrollati po telefonih. Attention span je zdaj 1 minuto, mislim. Ne vedel sem Prusta, ne vem, pa že voljo kdo, to je 7 debelih knjig, ne, iz vrstnih, ko enkrat padete noter, ne morate nehati. Tako da, tako sjajno napisano, tudi sjajno prevedeni slovenščina, gospa Radojka Vrančič je to naredila. Ne vem, če ima Prust kakšno perspektivo v tem našem času, ko je, koliko znakov ima Instagram? 160, ne? 170, tam nekje. Ja, 170 znakov je postala nekako merska enota tega, kar še zmoremo. Ja, ne vem, zdi se mi, da če tudi jaz končam z Beckettom, no, Beckett vedno piše ljudje, ki se znajdejo, ki so zaključili svoje življenje, ki se znajdejo na robu smrti, ki se znajdejo v popolnoma nemogočih situacijah in ki vedno pridejo na koncu od tega, treba nadaljevati, ne morem nadaljevati, nadaljeval bom. Odlično. Hvala. Če ima morda še kdo kakšno vprašanje, zdaj je čas, kasneje ga več ne bo. Morda v zvezi z enim, morda v zvezi z enim delom knjige, tistim, ki ste ga poimenovali Poskus o ruski duši. Ja. Tega se nisva dotaknila. Ne smo se dotaknila, tudi česa drugega ne. Mene zanima, zakaj ste, ne da vas kličem na zagovor, ampak zakaj ste zamolčali Ščedrina, ko pišete o ruski duši? Zakaj ste zamolčali Judoško? Ja, mislim, da povod za ta spis o ruski duši je bil, pred leti sem pač napisal to knjigo o skoposti. In v nekem trenutku se v ruščini so prevedli mojo knjigo o glasu, dosti velik ruski založnik Limbach. In ta knjiga je bila relativno uspešna, potem so predlagali, da bi prevedli še knjigo o skoposti. Imam sjajno rusko prevajalko, Sašo Kraševec, zdaj s svojo družino pobegnila pač iz Rusije, živi v Franciji. In takrat so me zaprosili, če že prevajajo knjigo o skoposti, pač, ki govori o mnogih primerih, pač nekih takih vzročnih skopuhov, da bi dodal mogoče kakšno poglavje o ruskih skopuhih. In mislil sem, da bo to, da mogoče malo anekdotično navržem par stvari, pač Puškinov Skopje Vitez, ki je pač izjemna figura. Puškinov baron, takega predmodernega skopuha, ki ima svojo neskončno uživa v moči, ki mu je daje zaklad skrit v njegovi kleti. In potem se nekako in mislil sem pač na to skopuljo, ki jo
ubije razkolnikov v začetni kazni, nekaj takih figur. Potem se je dejansko to razlezlo v precej večjo strukturo, kot sem mislil, precej daljši spis, kot sem mislil sem malo bolj anekdotično več. In sem nekako prišel do tega, da dejansko iz tega Puškinovega barona izhaja in Gogoljeve figure in figure Dostojevskega. In že tako se je razlezlo na zelo dolgo, na koncu z Zilfom in Petrovom. Ampak to, kar pravite, se tipo Ščedrin, je točno ta vsi beremo Dostojevskega velikost ruske duše, vsi beremo Tolstoja z vsem tem epskim zamahom in izvrstno napisano, neverjetno dobro napisano, pač Vojni mir se mi zdi, je vredno še enkrat, vedno znova brati. Satiko Ščedrin je pa ta antiromantični Rus, omejenosti, zagamanosti, drobnjakarstva, spravi duha tega drobnjakarstva, ki na nek način prevlada in človeške zavisti in zlobe, ki se ne dogajajo na nek dramatično spektakularni način kot pri Dostojevskem, ampak nasprotno se držijo te malenkostnosti, recimo naše eksistence. In ja, imate prav, moral bi se Satiko Ščedrin vključiti v to galerijo, ki sem jo malo hitro potem preveč na hitro zaključil, ker se je stvar razlezla preko vseh meja že tako. No, saj nisem bil preveč užaljen, ker je sicer dober. Ne, imate prav. Mislim, bil bi izvrsten primer. Ta lik Juduške, iz gospodov Golovjov. Mislim, to je. Ustvarjamo zato, da se o njem piše esej o skoposti in pohlepu in nekrofiliji, ki vodi v propad te družine. Ne vem, malo sem šel v to rusko literaturo in raziskoval to reč in sem moral nehati, ker sem nenadoma videl, da bo stvar šla predaleč, da bi moral knjigo o tem napisati, ne enega poglavja. Hvala, mislim, da tam še Jaz bi vprašal, kaj ste omenili Ojdika Polona, da se tam odreče krivdi oziroma zavrne. Ko sem se spomnil v Kunderi neznosnih lahkosti bivanja, je eno dinakno piše eno pismo, kjer postavi to distinkcijo med krivdo pa odgovornostjo, ko partije terja, da potem morda niso vedeli, kaj delajo narobe, sprejeli, da niso krivi, bi morali pa vseeno prevzeti odgovornost. In me zanima, če gledate na to distinkcijo med krivdo in odgovornostjo. Ojdik v vsakem primeru ni logično gledano ni kriv, ampak bi vseeno prevzel odgovornost s tem svojim dejanjem, za kaj je naredil. Ja, dejansko Kundera tam postavi prav Ojdipa kot primer, protiprimer raznih dogajanj v socializmu, kjer nihče ni hotel prevzeti odgovornosti za in pač postavi dejansko Ojdipa kot nekoga, ki vendarle vzame svoje dejanje nase, ampak mislim, da Kundera tudi ne upošteva vseh razsežnosti Ojdipa Polona, ker Ojdip na koncu kralja Ojdipa na določen način prevzame odgovornost za svoje dejanje s tem, da se oslepi. Ampak vendarle obstaja ta zbor, mu reče na koncu kralja Ojdipa. Zakaj pa ne narediš samomora? V bistvu mu direktno sugerirajo, kaj pa še živiš. In Ojdip da najbolj neverjetni izgovor, pravi, če bi zdaj napravil samomor, potem bi moral iti v Had in tam bi srečal svojega očeta in mater. Tega pa ne more. Mislim, moral bi se soočiti z očetom in materjo. In skratka, raje se oslepi in ostane pri življenju. Pravi, na določen način prevzame, odgovornost, ampak na nek drug način pa s tem, da ostane pri življenju, prevzame nase, torej ne krivde, ker vztraja v tem, da ni kriv, ampak prevzame nase pozicijo izmečka. Pozicijo tega, da je izmeček svoje lastne usode, izmeček svoje lastne drame. Nekdo, ki je pač končal tako, kot je končal in potem v Ojdipu Polonu lahko samo še čaka na smrt.
to ne čaka na smrt, spravljen z bogovi in za svojo usodo in tako naprej, ampak prav nasprotno kot z besom, z gnevom, da so ga bogovi postavili v takšen položaj. In noče se spraviti ne z sinom in sinu Polinejku napove, kaj se mu bo zgodilo. Se pravi, napoved zgodbe o Antigoni je že v kralju Edipu. In na koncu pride neke sprave, pravzaprav zaradi te nenavadne grške konstelacije, da je nekdo, ki je najbolj preklet, lahko pozval tudi rešitve. Ker na koncu Tezej, se pravi atenski kralj, ga popelje v smrt Edipa. In atenski kralj si želi, da bi prav Edip kot najbolj preklet bil pokopan na atenski zemlji in bi s tem lahko zagotovil prosperiteto Aten. Atene, Tebe so anti-Atene. Atene so anti-Tebe. No, skratka, s tem to tebansko tragedijo skuša potisniti ob stran, zavreč in narediti atensko zgodbo kot zgodbo o uspehu. Spravi, iz najslabšega proizvesti najboljše. Mislim, tle je to verovanje, da nekaj, kar je do konca slabo, samo če je nekaj do konca slabo, bo res lahko privedlo do rešitve. Kot pravi Hölderlin vers, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Tam, kjer je nevarnost, tam raste tudi rešitev. Tam, kjer je stiska največja, tam je rešitev najbližja. Vprašanje, če ta dialektika v današnjih časih deluje, ker se mi zdi, da se skozi zanašamo na to, če dalje je slabše, pa se bo obrnili na boljše, ampak potem poanta zadnjih desetletij je, lahko je še slabše. Lahko je še slabše. Ne moramo se s tem optimističnim helderlonskim duhom tolažiti, da če je nekaj do kraja slabo, se bo že obrnili na boljše. Hvala. Hvala še enkrat za vse. Upam, da ste uživali, da boste vzeli kakšno knjigo v roke ali to. Kaj ponovno prebrali, kaj doprebrali, če ste prebrali. Mislim, da ste tam prodajali. Ja, tudi zadaj lahko knjigo si kupite. Lep večer vam pa želimo. Hvala.